Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi organizatorji, čestitam za organizacijo tega dogodka in hvala tudi za vabilo. Odločevalci ali, če hočete, tisti, ki si delimo eno izmed vej oblasti, se mnogokrat premalo zavedamo pomena, ki ga civilna družba ima v demokratično urejenih državah. Zato je današnji pogovor, še enkrat poudarjam, nadvse dobrodošel. Za državo, ki temelji na demokratični ureditvi, je močno in aktivno delovanje civilne družbe nujno potrebno, sicer ne moremo govoriti o demokraciji, ampak predvsem o odklonu do nje. Civilna družba je namreč eden izmed temeljev demokracije oziroma ključni del demokratičnega procesa, njeno delovanje, predvsem pa vpliv njenega vrednostnega delovanja na odločevalce pa je bistven. Civilna družba je torej opornica demokratičnemu procesu, z njim potuje z roko v roki, se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta ter tako gradita skupnost enakopravnosti, svobode in dolgoročnega dobrega. Torej, osnovno poslanstvo civilne družbe je, da skozi svoje organizirano delovanje sodeluje z odločevalci in nad njimi izvaja nadzor ter tako krepi demokratičen proces. Države, ki civilne družbe vrednostno in materialno ne podpirajo oziroma slehorno državljansko pobudo, ki ni v skladu z voljo oblasti, zatrejo, so praviloma države, kjer so človekove pravice tabu tema, kjer je mir in zadovoljstvo posameznika nedosegljiva dobrina in kjer ima svoboda mejo že ob napačni misli. Take države ne morejo biti uspešne, če tudi si odločevalci ali v tem primeru tirani to želijo. Zato trdim, da je aktivno in organizirano delovanje civilne družbe porok, da je država uspešna ne le pri zagotavljanju osnovnega zadovoljstva posamezniku, ampak tudi v ekonomskem merilu. Torej, sleherna država, ki deluje po demokratičnih načelih in se poslužuje demokratičnega procesa, venomer krepi civilno družbo, če želi biti demokratična, le to pa je pogoj za vsesplošno zadovoljstvo. Ko pa država, ki sicer ustavno zaprisega na demokratičen proces, želi zatirati civilno družbo oziroma njeno mnenje odklanja in ga po neke vrste preganja, jo procesno onemogoča, govorimo o navidezni demokraciji. In prav to je danes problem tudi v žal nekaterih evropskih državah. Te države so na deklarativni sicer demokratično urejene, toda demokratičen proces načrtno ali nenačrtno dojemajo napačno zgolj v smislu možnosti demokratičnega odločanja. Smisel pa je seveda mnogo širši, saj je demokratičen proces neomejen in nikoli zaključen. Za več demokracije namreč trajno, kajti hrepenenja posameznika, da postane večji, ni moč omejiti ali zaustaviti. Še več, odločevalci morajo posamezniku slediti, ga podpirati in mu omogočiti, da se organizira ter demokratičen proces še izboljšuje. Prispevek civilne družbe v demokratičnem procesu je torej ključen, njeno poslanstvo oziroma njena vloga pa je pri oblikovanju države pomembna bolj kot pa sami odločevalci. Odnos med državo in civilno družbo mora biti vzajemen, saj država, če razume svojo ureditev, civilno družbo potrebuje in tega se moramo odločevalci ponižno zavedati. V samem bistvu miselni razkorak med odločevalci in državljani mora obstajati, saj morajo državljani prehitevati odločevalce. Odločevalci moramo torej državljanom nuditi vse potrebno, zagotavljati jim moramo pogoje, da jih še naprej tako rekoč prehitevajo. Sicer prihaja do prevelikega miselnega razkoraka. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na medije. Mediji po svojem poslanstvu oziroma medijev po svojem poslanstvu ne opredeljujemo ne za odločevalce, niti ne za civilno družbo. Toda njihov vpliv in moč presegata oboje. Vladajo, zato pa ne nosijo nikakršne odgovornosti. Govorimo torej o popolnoma novi in samostojni veji oblasti, medijih torej, ki imajo škarje in ne zgolj platno, popolnoma v svojih rokah. Ampak v osnovi so mediji vplivni tam, kjer civilna družba dobro organizirana. V državah, kjer je delovanje civilne družbe omejeno, tudi mediji nimajo tolikšnega vpliva oziroma je stvarno in objektivno poročanje nezaželeno. Ključno pa je, da v demokratičnem procesu medijem dopustimo in dajemo to zmožnost, da opravljajo svoje poslanstvo in državljanom zagotavljajo pravico do obveščenosti, pri tem pa morajo sami delovati po načelih neodvisnosti in nepristranskosti. Če nadaljujem, kako je v Sloveniji in dovolite mi ob tem, da na kratko komentiram dogajanje in vlogo civilne družbe v naši državi, predvsem z vidika, kot sem ga sam doživel. Izhajam sicer iz politične izkušnje, ki sem jo imel kot predsednik podmladka Nove Slovenije.
Lokalni odločevalci so se po hudi javni polemiki namreč odločili, da bodo eno izmed ljubljanskih ulic poimenovali po Josipu Brozu Titu, diktatorju in po mnenju tudi ustavnega sodišča, kršilcu človekovih pravic. V podmladku stranke smo se tej odločitvi argumentirano uprli, se organizirali in z argumentom želeli prepričati odločevalca, da tokrat ne postopa v skladu z demokratičnimi načeli. Žal odločevalec, Mestna občina Ljubljana, ni sprejela naše argumentacije, zato smo se v prizadevanju za dobro odločili za pravno pot in sporno preimenovanje ulice podali v ustavno presojo ustavnemu sodišču. In po letu in pol smo tako rekoč izbojevali ta boj. Imeli smo prav, ustavno sodišče nam je soglasno pritrdilo. Tedaj so nas končno tudi slišali odločevalci. V moji izkušnji, spoštovane gospe in gospodje, se kaže, da odločevalci niso imeli posluha za argument civilne družbe. Naša prizadevanja so bila v smeri, da ohranimo človekovo dostojanstvo, da obvarujemo pravico žrtev sistema, ki ga je vodil diktator Tito. In ta način, da kljub argumentu ni posluha, ni dober in glede na odločitev ustavnega sodišča kaže predvsem na to, da nekateri odločevalci niso poznali ali pa še vedno ne poznajo osnov demokratične ureditve. Način torej, da se mora posameznik ali civilna organizacija obrniti na najvišjo sodno instanco, ni najboljši, je pa hkrati tudi pokazatelj, da če se civilna družba dobro organizira, je aktivna ter vztrajna, lahko uspe. Nam je uspelo, poznam pa še vrsto drugih primerov, ki so s svojim aktivnim delovanjem obvarovali človekovo dostojanstvo. Torej se splača prizadevati za dobro. Če nadaljujem, odnos države do civilne družbe kaže, da je Slovenija oziroma da Slovenija demokratičen proces dojema zelo nezrelo. Ne dojemamo ga v vsej polnosti, saj je odnos do civilne družbe mnogokrat izključujoč. V mnogih primerih smo torej priča temu, da je razkorak med civilno družbo in državo predvsem plod tega, da je organizirane civilne družbe nezaželjeno, da je njena vloga oziroma prispevek k boljšemu delovanju države praktično ni dobrodošel. Ne gre več za tisto zdravo in dobrodošlo deljenje mnenj, temveč za izključevanje na podlagi prepričanja. Zdi se, da se v Sloveniji sploh nočemo zavedati pravega pomena, ki ga ima civilna družba skozi svoj način delovanja oziroma skozi svoje poslanstvo. To se kaže tudi s problematiko samega financiranja civilne družbe. Namreč v moji ljubi domovini ni jasno, da je civilnim pobudam treba nuditi tudi materialne pogoje za njihovo delovanje. Ta denar ni stran vržen denar, kot mnogi odločevalci trdijo, temveč je prispevek, ki se v sorazmerno kratkem času najmanj dvakrat obrne. Je prava naložba za vrednostni in ekonomski razvoj družbe. In prav iz nejasnosti financiranja civilne družbe izhaja tudi to, da so različne civilne pobude finančno soodvisne od različnih akterjev, ki jim je širši interes drugotnega pomena. Morda prav iz tega tudi sledi, da se mnogokrat v naši ljubi domovini zdi, da je tudi civilna družba v Sloveniji vpeta v klasične politične obračune, še več, v njih celo sodeluje. V vsaj enem delu nastaja vtis, da imamo civilno družbo, ki je strogo opredeljena zgolj na politično percepcijo, kar je nepopravljiva napaka tudi v samem bistvu, ter da civilna družba zgolj prenaša vzorce političnih odločevalcev v tako imenovano civilno sfero. Ampak ob tem je popolnoma okrnjena tista zdrava kritičnost. Deli mnenje, da velik del tako imenovane aktivne civilne družbe organiziran zgolj zaradi drugotnih političnih interesov in ne zaradi interesa, ki temelji na poslanstvu, da državo soustvarja. Poudarjam, govorim zgolj o enem velikem delu, ki ima močno sporočilnost tudi preko sredstev javnega obveščanja. Seveda, organiziranje državljanov je lahko različno, mora biti tudi različno in tudi politični nazor je eden izmed tistih, ki prispeva k temu, kako in kam se državljan organizira. Toda, ali so odločevalci odgovorni, da na tovrsten način organiziranih državljanov ne izrabljajo za svoje parcialne interese? No, ob tem je na mestu razmišljanje mojega prijatelja iz novinarskih vrst, ki pravi, da bi morala politika slediti civilni družbi, civilnim pobudam in ne obratno. In ima prav. Temu v Sloveniji, vsaj v enem velikem delu, ni tako. V Sloveniji pogrešam aktivnejšo civilno družbo
predvsem med prebivalci oziroma državljani krščansko-demokratskega nazora, aktivnejšo participacijo posameznika torej. Državljani krščansko-demokratskega nazora se kljub možnosti ne želijo v vsej polnosti izpostavljati in organizirati. Razlog za anemičnost izhaja tudi iz zavedanja, da so te isti državljani bili dolga leta označeni za drugorazredne državljane, družbene oporečnike ali tiste, ki zaradi veroizpovedi ne smejo imeti dostopa do mest odločanja ali organiziranja. To zavedanje med ljudmi še danes zelo navzoče in v veliki meri gre za tako imenovan kompleks manjvrednosti. Ob tem pa naj dodam, da so pa nekateri, ki so organizirani tudi izrabljeni za parcialne interese. Ampak dolžnost kristjanov, spoštovane gospe in gospodje, je, da se aktivno vključimo v demokratični proces. To je naša naloga, se le tako lahko prispevamo k izpolnjevanju poslanstva in skrbimo za posameznika ter družbo. Pri tem poudarjam načelo subsidiarnosti in karitativnosti. Ne glede na vse in na vsa vprašanja, ki se ob tem porajajo, vloga ciljne družbe v Sloveniji je pomembna in državljani, ki so organizirani, imajo možnost vplivati na potek dogodkov. To se je večkrat pokazalo tudi v bližnji preteklosti, tudi skozi zakonodajni ali pa sodni proces in tudi sam sem opisal svojo pozitivno izkušnjo. Bistveno je, da slovenska politika to vlogo spoštuje in jo posvoji kot kritičen prispevek k boljšemu delovanju, da v njej vidi dobro in ne slabo. Skozi odločitve civilnih pobud moramo gledati zadovoljstvom in jih imati v zakup, da so poti do rešitve morda res drugačne, toda da cilj je isti. Za konec, spoštovane gospe in gospodje, dejstvo je, država mora omogočiti nemoteno delovanje civilne družbe. Namreč s tem procesom omogočanja pa je potrebno začeti že v okviru samega izobraževalnega sistema tako, da posamezniku znamo predstaviti vpliv civilne družbe na stopnjo demokratičnosti ter njeno povezanost s samo kakovostjo življenja, svobodo in varovanja posameznikovih pravic. Posameznik se mora zavedati pomembnosti in možnosti, da je v demokratičen proces lahko vključen preko civilne družbe. Kajti le z aktivno participacijo bo neposredno vplival na potek odločitev, ki so ali pa bodo pomembna tema tudi zanj. In saj veste, vse se začne in konča pri posamezniku.